En lep dober dan vsem skupaj z Konjskega vrha. Ja, tokrat v malce drugačni situaciji. Z Jano sediva na kupu gramoza, ki ga je bager že dal iz struge Podivjanega potoka. Večkrat sem se pohvalil, da živim med dvema gorskima potočkoma in smem poslušati glasbo v stereo izvedbi. Tokrat sem poslušal hrumenje dveh podivjanih hudournikov. Pravijo, da sta imela oba skupaj okrog 100 kubičnih metrov vode na sekundo. To je bilo strašljivo hrumenje, nepredstavljivo, če tega ne doživiš. Če gledam zdaj zopet ta potoček, ki je širok meter, takrat pa je bil 30 metrov podivjana hudourniška reka, ja, bistvena razlika. In danes imamo mi delovni dan, sobota je, ko to snemamo. Sem zelo hvaležen, prišlo je veliko prijateljev in res hvala. In že kar na začetku se moramo opravičiti, če bo malo slabša kvaliteta posnetka, snemamo namreč kar s telefonom, ker danes smo rekli, da ti pomagamo, da delamo, ampak kljub temu smo se odločila, da nekaj spregovoriva tudi na temo vseh teh ujm, ki nas zadnje čase so doletele, predvsem vas tukaj. In kaj je tisto sporočilo, največje sporočilo, pozitivno? Kaj je lahko pozitivnega? Mogoče najprej to, kaj mi je dejalo moč, kaj sem spoznal iz tega, ker zdaj sem imel res priložnost samoanalizo v kritični situaciji, ker včasih človek razmišlja o kritičnih situacijah, ko ni v kritični situaciji. Sam sem tokrat bil, še posebej, ker je eden od potokov grozil, da bo v hipu bi bilo to zaliv in zasul naj oba s kaprom, ki je mlinček junaško zdržal. Kaj sem ugotovil? Ugotovil sem, da je pomembna notranja kondicija, duhovna, čustvena, ker bi rekel, ja, pater, pa si takrat malo nisem mogel. Ampak sem črpal moč iz neke duhovne kondicije, v meni je bil globok mir, ampak da ne boste mislili, da je to brez posledic, še da je v meni globok mir, ampak so pa živčki zelo, zelo poškodovani, posebej v prvi fazi, ker je nekontrolirani iz te jok ali pa jecljanje, po novem tudi v določenih situacijah jecljam. Ampak videl sem, pomembna je ta notranja kondicija. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, je pa to, da imaš bližino. Sam sem bil odrezan dejansko od vseh sosedov, z obeh strani potok me je odrezal, je pa edina soseda je Violeta Bulc, je pa se prebila gor skozi gozd, in je prišla in je bila tista bližina dragocena. In potem, ko smo si sosedi preko 20-30 metrov deročejo pomahali, je bilo že nekaj, Še posebej pa je bilo veličastno takrat, ko smo lahko vzpostavili preko tremov ta stik. Takrat ta sočutna bližina je res rešujoča. Je dejansko res ljubezen odrešujoča. To je tisto, kar takrat potrebuješ, prisotnost, bližino. Tudi potem, ko smo imeli tukaj mašo v nedeljo, še nismo mogli maše v ponedeljek, so prišli ljudje z raznih koncev, in to preko plazov, to ni bila pot, da bi se pripeljali z avtomobili. In sem videl, pred mašo ta potreba izgovarja, dati ven iz sebe, velika. In potem imamo zdaj, ker ne pridemo do Lučne, imamo pri meni vsako nedeljo, potem zdaj pa za praznik smo imeli veliki šmarn, smo imeli pri meni in potem se družimo, in potem si kaj narežemo, in kaj popijemo in predvsem klepečemo in smo drug ob drugem in vidim, kako je to rešujoče. Iz tega sem potegnil uvid in spoznanje, kaj je pomembno. Da sami vzdržujemo neko notranjo duhovno kondicijo, čustveno duhovno kondicijo, to mora biti kondicija. Ker takrat, da bi jaz takrat, se pravijo tudi
bolni ali pa starejši, ko si bolan, težko moliš. Ne. Ti moraš prej imeti tisto kondicijo, duhovno kondicijo, da zmoreš tisti šokantni dogodek, ne, ki je res šokantni, se potem javlja preko nočnih mor in teh prizorov, večje občutljivosti. Ampak noter si pa miren. To je zdaj ločen, tudi živčev je pa duhovno in čustveno. Ne. Sicer živčki čustvo včasih ta jok, ne, ampak duhovnost je pa v tej spokojnosti in sem zato hvaležen in pa, da imamo sosede. Ne. To je zelo visoka vibracija te srčnosti. Ne. To je zelo visoko dvignjeno čutenje, ki je izjemno dragoceno, izjemno bogati, da moči in to je treba vzdrževati. Ne. Tudi, ker ti ta visoka vibracija sočutnosti, pozornosti do bližnjega lahko se tudi obrne. Ne. Posebej sedaj, ko bodo delili pomoč, je potrebno biti zelo previden. Ne. Nam na Travnik je helikopter pripeljal en agregat. Ne. In takrat, ko smo imeli prvo mašo podelk, smo stopili v krog, vsi izbrani, krog je sprem temu krog sočutja in smo rekli, kdo ga najbolj potrebuje. In smo vedeli, ne, takrat je ta srčnost, ta bi rekel empatija zelo, zelo prebujena. In to visoko vibracijo srčnosti morajo tisti, ki bodo delili pomoč, zelo paziti, da jo ohranjajo. Ne? Ker zdaj so vsi ljudje tu ogroženi in če nekdo prinese vehementno pomoč enemu človeku in izroči, je tam on vidi sosed, ki je prav tako v pomoči in lahko, recimo, bi rekel, to sočutnost dejansko sprevržejo v nizko vibracijo individualizma, da bo vsak gledal samo na sebe. Ohranjajte ta krog sočutja. Ko boste prinesli pomoč, naj se zbere skupnost in dejansko, kdo sedaj v danem trenutku najbolj potrebuje, kdo koliko. Ne? Ljudje, če boste ohranjali to sočutnost, to povezanost, se bo pomoč delila tako, da ne bo prišlo do vase zagledanosti, ampak da bomo čutili skupnost, kar je to je zelo pomembno. Ne? Ker Slovenci smo sočutni, smo zaznavni, znamo ujeti tisto največje, kar je za najbolj skupno dobro in to je treba z načinom tudi ohranjati. To se mi zdi zdaj nad vse pomembno. In ohranjati tudi odnose, tudi to je sedaj pomembno. Ja, kar naenkrat imamo čas. Jaz prej nisem imel nikoli časa, ne? Ker je bilo treba toliko tega narediti, tam iti ono. In zdaj pa je preprosto čas, ne? Ker je uničen vodovodni sistem, imam čas iti, sem imel, zdaj so ga za silo vzpostavili, sem imel čas iti do sosede po vodo, ne? Prej tega časa mogel hitro na pipu. Ne? Avto je zalil, zdaj imam čas iti peš do soseda, zdaj že pride z avtom do mene, ampak takrat sem mogel iti peš do soseda preko plazov, da me je štirikolesnikom zapeljal v dolino, če je bilo nekaj nujnega. Ja, čas je, ne? Zdaj komu bomo namenili čas? Predvsem je treba ohranjati čas za, to rečejo, vasvanje, da pride vas, ne, skup, vasvanje, da se pomenkujemo. Še posebej, ne, ker se bodo te travme pokazale čez kakšne pol leta. To mi govorijo ljudje, ki so doživeli prejšnje poplave. Ne. Po pol letih so se začele pojavljati travme in takrat bo treba biti pozoren. Ne. Ja, zdaj je toliko teh sočutnih prisotnosti, ne, to spremljati ljudi, kajti ujma ni razorala samo narave, ne, je razorala tudi človekovo dušo in ne, je treba sanirati naravo in pa to, kar je razdejanje povzročilo na živčkih, ne, in v srcu. Ampak srce se hrani sočutna bližina in naj jo hrani še naprej. Za nas je to pomembno, ki smo tukaj to doživeli, pa za vsakega. Kajti življenje, tudi če ne prinese navzven tega, kar je sedaj prineslo, pa so posamezni dogodki, ki razorjajo naša notranja čustva. In ja, sočutna bližina je tista, ki nam da moč, ki pomaga preživeti, ki zopet prebudi zaupanje in upanje, kot mi je rekla neka gospa, ki je hišo je poškodovalo njej
in hišo sinu, vnuku pa je hišo uničilo, je rekla, danes skupaj točimo solze, ne, ta sočutna bližina, ampak bo prišel dan, ko se bomo tudi skupaj veselili. In naj bo to sporočilo našega današnjega srečanja. Srečno. Srečno.